V okviru kampanje Dnevu evropske in kulturne dediščine potekajo različni dogodki o dediščini, pri katerih sodelujemo tudi otroci. Letošnjo temo v Sloveniji je dober tek, zato se ukvarjamo z vonjem. Na začetku, ko smo se pogovarjali o kamnih, smo si nabrali 2 kamna. Ko smo ga povohali, se je meni zdel vonj po gnilih jajcah. Ko sem narisal risbico, sem narisal valove in pikice. Pikice so, da so me malo škačkale, valovi so pa, da so me malo hrapale. Dediščina je vse dobro, kar smo dobili iz preteklosti od naših prednikov. Je vse, kar so znali in delali včasih in je pomembno tudi za nas danes. Dediščina jim veliko pomeni. Na ta način spoznavam življenje včasih. Učim se, kaj so naši predniki počeli in kako so živeli. Spoznavam razlike med življenjem včasih in danes. Ker spoštujemo naše prednike in njihovo delo, se mi zdi zelo pomembno, da ohranjamo dediščino in obnavljamo suhe zidove, ki so jih včasih postavljali okrog parcel in bivališč. Suhe zidove se uporablja za parcele, da ne pridejo živali, da se označi meje. Včasih so te suhe zidove gradili, ko so čistili parcele, saj je na krasu malo rodovitne zemlje. In s tem, ko so zgradili zid, so omogočili videnje mej med parcelami. In če je bila njiva v kakšni vrtači, je ta zid varoval pred burjo, da ni vse zemlje rodovitne odpihnilo. Hkrati pa tudi, če so na parcelah pasli čredo, so si pastirji s tem pomagali, da jim ni pobegnila. Ob železnicah so suhe zidove gradili protipožarno, da če se je kakšna iskra prikotalila iz koles, ni povzročila požara. Suhe zidove sem videl tudi v drugih državah Evropske unije, kamor sem že bil, na primer v Španiji, na Hrvaškem, v Italiji. Lahko pa jih opazite tudi še na Švedskem, Veliki Britaniji, Grčiji in ostalih državah. Povsod sem opazil, da so narejeni brez veziva, po isti tehniki, vendar so tam zgrajeni iz drugega materiala, ki so ga našli v okolici. Današnji dan mi je bil zelo všeč, saj sem se veliko naučila. V okoliščini je veliko kamnov, ampak potrebno je najti pravega in ga postaviti na pravilno mesto, da se zid ne podere. Suhi zidovi so zdaj značilnost kraške pokrajine in dajejo dom tudi mnogim živalim in rastlinam. Zelo smo ponosni, da je bila veščina suhozidne gradnje, znanja in tehnike iz 8 držav Evrope leta 2018 vpisana na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Zelo sem ponosen na to dediščino suhih zidov. Želim si, da bi se še naprej ohranila in da bi jo ohranili še za naše naslednje rodove.